Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji o kulturi je gost pisatelj Marko Radmilovič, avtor knjige Kolesar, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljen. Razčistiva za začetek, ste vi res pravi Marko Radmilovič? Ob sobotah namreč poslušamo nek drug glas. Ja, sem, ampak ko sem prišel na radio, ker sem Štajerc, nikoli nisem zelo dobro obvladal teh vaj. Naš radio je pač tu zelo striktn in delaš te različne, ko si mlad novinar, delaš različne audicije. Mene je pokojna Ajda Kalan zelo veliko veselje imela z mano, ampak bolj, ko sva govorila narodno-osvobodilna borba, sem jaz govoril narodno-osvobodilna borba. In je moja štajerščina prevladala. In potem, ko sem začel to pisati, sem pač bil mnenja, da so mojstri radijskega govora moj tekst v bistvu povzdignejo. Zato zaupam Juretu Franku, Ivanu Lotriču in ostalim, ki berejo moje tekste. Čeprav bi rekel, ta narečni govor, narečna barva slovenskega jezika mu daje neko žlahtnost. Seveda, ampak strinjam se, čeprav nismo vedno tudi v medijih striktni, ampak strinjam se s temi, ki trdijo in ki vztrajajo pri tem, da nacionalna hiša naj neguje lep govor in v bistvu neko zborni jezik, recimo temu. Vaša knjiga z naslovom Kolesar je nedavno tega izšla pri založbi Beletrina. So tu kakšna namigovanja na petkovo kolesarjenje po Ljubljani? Jaz sem malo rojen pod nesrečno zvezdo. V tistem sekundi, ko je knjiga izšla, so takoj zaprli vse knjižnice in knjigarne zaradi koronavirusa. Zdaj, ko bi jo lahko reklamirali kot protestno knjigo, ker ljudje kolesarijo po Ljubljani, pa ta teden, ko imamo predstavitev v Ljubljani, so rekli protestniki, da bojo šli peš. Tako da takoj, ko bi ga lahko reklamirali, bojo se sprehajali. Ne, nima nobene veze ne s kolesarstvom kot športom, ne z protesti, ampak gre za eno sodobno zgodbo vezano na preteklost, da ne bom preveč izdajal. Osrednji lok zgodbe je v bistvu resnična pripoved. Segate v čas druge svetovne vojne, ne? Ja, jaz sem pred mnogimi leti naredil en dokumentarni film o eni usodi enega taborišnika, enega interniranca slovenskega. In ta dokumentarni film me je, oziroma ta usoda me je na nek način zaznamovala tudi kot človeka in kot je neka taka stvar grize, sem si pač bolj domislil, da bi bilo fino še kaj narediti, seveda pa nimam orodja, da bi naredil znanstveno monografijo, sem pač le zgolj dokumentarist. In potem sem si domislil neke take forme, kjer malo povezujem zgodovinska dejstva in pa neko fikcijo. Razvrstili so ga v žanr kriminalke. To je v zadnjem času zelo popularno. Ko sem jaz pisal, nisem pisal kriminalke. Jaz sem pisal, ker sem še iz tistih časov, ko še žanrsko to ni bilo tako razvejano, jaz sem pisal knjigo. Jaz sem o romanu, niti nisem razmišljal o romanu, jaz sem pisal knjigo. In potem je res to nastalo neka žanrska literatura, ampak zelo dosti ljudi me pokliče, ki pravi, da to ni kriminalka v tem smislu, kot so današnje kriminalke, recimo ta renesansa kriminalk skozi skandinavske pisatelje in te zadeve. Moja je taka malo bolj starinska, po moje. Kri ne teče v potokih, ne sikajo noži, ne streljajo se kaj množično. Tako da je malo bolj taka benigna kriminalka. Najbrž je sama zgodba dolečevala obliko zapisa. Ja, s tem sem imel pač zelo velike težave tudi, kako dve naraciji, ki sta različnih časovnih obdobij, se pravi ena v preteklosti in ena danes, zvezati tako, da se dopolnjujeta. Zakompliciral sem si življenje, rečemo temu tako. Tudi sicer imate zelo pestro življenje, pišete za radio, delate največ v tem mediju. Knjižni prvenec v teh srednjih letih, najboljših letih, pa je vendarle malce pozen, ne?
Jaz tudi to nisem doživljal kot knjižni prvenec, ampak vidim pa, da ljudi to zelo ne zmoti, ampak jih zanima, zakaj tako pozno. Ne? Jaz moram reči, da jaz sem profesionalen pisatelj. Jaz živim izključno od pisanja v različnih medijih in roman sem doživljal samo pač kot še eno formo pisanja, ki je drugačna. Včasih so tudi zapisi iz Močvirja izjemno zahtevni, oziroma dostikrat so izjemno zahtevna forma, ker moraš zgoščeno neko misel na dveh straneh recimo povedati. Tako da roman, kjer imaš na voljo 400 strani, je proti temu mala malica, ima pač druge zakonitosti in težave, ampak nisem doživljal, kot da sem vzel sam sebi na nek način nedolžnost s tem, da je to moj prvi roman. Pač še ena oblika pisanja, ne vem, pisal sem tudi otroške igrice, našel, ker sem zelo dejaven v svoji domači vasi na kulturnem področju, pišem za našo gledališko skupino komedije. Skratka, še ena oblika, tako da nisem to doživljal res kot nek prvenec. Zakaj bi pač človek tudi mogel ne na vse zadnje roman napisati, saj, ne? Kosovel ga tudi ni. Ja, je pa zanimivo, ne? Da se ta roman v bistvu navezuje na film. Ne? Na področju filma imate neverjetno bibliografijo. Ja, jaz sem presedlal v bistvu iz radijskega dokumentarnega programa, ki še vedno moj domicil, še vedno pripravljam dokumentarne oddaje. Mimogrede tu v Idriji imam nekaj prekrasnih dokumentarnih spominov pred mnogimi leti, ne vem, sem delal Kamšt, mislim, da smo tudi Akea delali in s Kaviozo Trento. Ogromno krat me podvodila v te kraje, ker so pač eden izmed popkov kulture in prosvete v naši deželi, da ne rečem skoraj edini popek. Potem so moje radijsko delo opazili na televiziji in sva z bratom ustanovila majhno produkcijsko hišico, takrat z veliko podpore uredništva dokumentarnega in mislim, da imamo 110 dokumentarnih naslovov. To smo kar manjšo industrijo smo imela s temi dokumentarnimi filmi. In ta Kantata o Janezu Godcu je bil en izmed teh dokumentarnih filmov narejen za televizijo Slovenija, ki je pol osnova tej knjigi na nek način. Očitno se vas je zgodba zelo dotaknila. Saj veste, tudi sami ste v podobnem poslu. Mi živimo od zgodb, od pogovorov z ljudmi, od iskanja vtisov, od razpoloženj, od vseh teh stvari. In pri vsej tej količini informacij, ki jih pač ustvarjalci, avtorji, novinarji dobivamo, so nekatere, ki pa prodrejo globje v tebe. In meni se je zdela ta usoda, da spet ne bom preveč izdajal, tako netipična tega Janeza Godca, tako posebna in njegovo delo in njegova žrtev tako malo znana, da se mi je zdelo vredno najprej narediti film in potem ob rahlem razočaranju, ker ta film ni bil sprejet tako, kot sem jaz pričakoval, da bo sprejet, oziroma njegova usoda ni bila v tem našem slovenskem prostoru prepoznana kot posebna, sem se začel iz neke ihte na nek način ukvarjati z mislijo na roman. Ta naklonjenost do filma, to razumevanje filmskega jezika, pa ste najbrž dobili že v mladih letih. Prebral sem podatek, da ste bil tudi kinooperater. Ja, Svečina je zelo majhna vasica, ampak žarišče kulturnega življenja na severovzhodni meji. In seveda, kot mnoge take vasi, je bil tudi po vojni že uveden vaški kino. Zato je bilo nekaj običajnega. Kino, filmi so takrat se smatrali tudi kot najcenejše, najbolj dostopno propagandno gradivo na nek način tudi. In v Svečini je nekako veljalo, da iniciacija iz otroka v fanta je bila na ta način, da si bil kinooperater. Fantov se je bilo malo, ne vem, na Tihomorskih otokih se mečejo z lianami iz stolpov in se praskajo z britvicami, pri nas je pač mogel biti kinooperater. In 4 leta gimnazije, v bližini je bila Karavla, v vasi je tudi zelo znana kmetijska šola,
smo imeli po 3 predstave in vso gimnazijo sem petke in sobote in tudi nedelje preživljal v kinokabini, ne, in videl vse mogoče B-filme, kaj je bilo mogoče, od vseh vampirov do vseh Bud Spencerov, do vseh Bruce Leejev, do vsega mogočega. Ampak vse te podobe se najbrž na nek način nakladajo v človeku, ne? Ja. In so neka dobra osnova za kasnejše profesionalno ukvarjanje, za en nov pogled, ampak na tej osnovi. Ne samo to. Recimo, bil sem specialist za špaget westerne. Vaški kinematografi so živeli od špaget westerna, se pravi od italijanske produkcije, kateri je bil mogoče en Američan pa 200 Italijanov, snemalo se je ponovadi tukaj v Dalmaciji. In seveda sem slišal takrat za Sergio Leone, za Enrica Morriconea in za te velike mojstre. Ko sem pa prišel v Ljubljano, ne vedoč, da je v neki kulturni srednji ali pa avangardni srednji, o kateri so se že prej pogovarjala, to kult, ne, sem naenkrat postal specialist z piedestalom, ne vedoč, da vsi tisti filmi, ki sem jih smatral kot zavržne, kot šund, kot kič, so v bistvu nekje v enem drugem okolju bili zelo trendi. Tako da sem specialist za mnoge bizarne zadeve. V Svečini ste se srečali tudi z legendarnim Markom Zorko. Ja. Brez Marka Zorka tudi, bi rekel, vaše oddaje Sedimo v močvirju in razmišljam, ne bi bilo take. Res je, ja. Nekatera srečanja so v življenju, ki jih je mogoče malo teže pojasniti, ali pa za katera tudi mi, ki smo recimo zelo racionalno usmerjeni, rečemo, da tu pa je mogoče bil poseg kakšnega super bitja vmes. Moj dedek je bil boter Marko Zorko, njegov oče je prišel za ravnatelja, nadučitelja takrat na Svečinsko nižjo gimnazijo, to je bil en hecni izobraževalni sistem takrat. In ne vem, zakaj so Marka dali krstiti pravzaprav, ampak ostal je v spominu Svečinčana zato, ker je bil edini krščenec od zdaj, ki je sam šel v krstu, ker je že bil 3-letni otrok. In so ga krstili, in ko sem prišel na radio, je tam Marko je bil seveda legenda ljubljanske boeme, sedel en bradat gospod in je rekel, Štajerc, kot pa ti, pa sem rekel, Svečina, je rekel, ja, tam pa sem jaz živel 2 leti in en gospod Hauptmann je bil moj boter, sem rekel, to pa moj det. In Marko, kakršenkoli svoboden duh je že bil, je nekatere te stvari jemal zelo tradicionalno in me je vzel pod okrilje, kar je za mladega človeka, ki pride v en medij, nenadkriljivo. Takrat nas je prišlo, ne vem, na Val 210, 5 jih je odpadlo, naslednji dan 4 čez en teden, 2 so pa recimo ostala, in da sem ostal, je Marko zelo dosti pripomogel. Je pomagal tudi kaj pri tem, pri tej vaši samoironiji? To je ena taka specialnost, ki je po moje dokaj redka. Mogoče niti ne toliko, odprl mi je mogoče dvom, mogoče pogled na svet. Jaz sem takrat bral, šel sem celo živeti v njegovo stanovanje, ko je on šel v Avstralijo, njegova žena je bila veleposlanica v Avstraliji, in sem bral tiste njegove stare oddaje, to so bile dokumentarne oddaje, iz časov recimo, ne vem, 72 ali 78, ko ni bilo ravno mogoče vse zapisati v kakršnikoli obliki. In to mojstrstvo, kaj povedati prava mera. S pravo mero, ali pa tako, da razumejo mogoče določeni, ali pa z neko ironično distanco, recimo tega sem se naučil pri njemu, bolj obrtniško. To, da se pa ne jemljemo resno, 100%, je pa mogoče res značajska poteza. Sedaj spet živite v rodni Svečini, ne? Ja. Je to v tej situaciji prednost, je to kakovost, ali vas to ovira pri svojem delu? Jaz si predstavljam, da se v Idriji živi podobno, oziroma je le mogoče mestece, ampak
greš par 100 metrov ven Si v gozdu. si v gozdu in si v naravi. Jaz sem vedno trdil, da je to prednost. Vedno pa ta moja trditev ni padla ravno na plodna tla, ker ko so prišli kakšni prijatelji, so rekli, super, krasno, glej, vidimo srnico, ne, zdaj bi pa šel na bankomat, ne, bi šel v trgovino k mesarju, ne. Prvič, ko sem pa videl, da je to res prednost, ki se da zmeriti, je bila ta korona kriza. Mi na deželi smo jo preživeli kot, pa zdaj z vso mero spoštovanja do ljudi, ki so trdo delali, ki so se tudi izpostavljali nevarnosti, ne navsezadnje tudi, ki so preminili, ampak mi smo jo preživeli kot daljše počitnice. Na deželi je to popolnoma, in tu sem videl prednost dežele zdaj prvič, ker ko smo pač spremljali medije, ko smo videli stiske ljudi, ne vem, otroci so potrebovali psihiatre, ljudem se je mešalo igrice, so igrali televizore, so gledali na tistih 70 kvadratih, ne. Ti pa stopiš iz hiše in je ves planet tvoj, v bistvu. In si svoboden. In si svoboden, ne. Ja. Zanimivo je tudi to, da ste ljubiteljski glasbenik. Ja. Igrate v ansamblu The Chronics. The Chronics, tako. Ja, The Chronics. In da pojete v Nonetu, kjer pa vas je 12 pevcev. Zdaj, dajte nam razložiti to. The Chronics je projekt, ki je star, zelo dostikrat nam rečejo, da smo kot The Drinkers, ne, ampak mi smo iz leta 80, gimnazijski ansambel prijateljev iz leta 80, ki se je obdržal. Gre za en zelo velik, zdaj rhythm and blues ansambel z 9 člani, z pihalci, s trobilci, ampak smo kar legendarna zasedba v subkulturnih krogih po tem, da se izjemno trudimo, da bi ostali neznani. Enkrat na leto igramo, imamo zelo ta špil, ki ga imamo enkrat na leto v mariborskem klubu KGB, ponavadi je kar taka zelo pričakovana prireditev. Drugače pa pravimo, da je ta band bolj stanje duha kot neki resen ansambel, vsi smo pač odrasli in glasba je zelo, zelo trd posel, če se hočeš resno lotevati. Nonet je pa skupina svečinskih vinogradnikov, svečina slovi po vrhunskem vinu, ki smo se začeli družiti in tisti, ki nismo vinogradniki, pač zelo radi pijemo to svečinsko vino in 4 so bili vinogradniki, 5 nas je bilo pivcev, zdaj pa je seveda na pivski strani naval na Nonet izjemen, ne. Tako da zadnjo štetje, mislim, da nas je 14 že. Tako da. No, taka zasedba v Idriji ne bi bila možna, ne? Ker nimamo trte. Ja, dobro, imate pa bife. Bife pa, ja, to pa drži. Sicer ste tudi motorist, ljubitelj motorjev. Kaj imate parkirano v garaži? Naj bo črna, naj bo Bionda, samo da je Honda. Legendarno. Legendarno. Zasledil sem podatek, da sta bila sošolca tudi Borut Pahor in Rosvita Pesek. Ja, to je bil moj poskus na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo ali FSPN-ju. Takrat nas je bilo tam pač 110, 120, ne, in zagotovo si me nista zapomnila, ker moj največji dosežek na tej fakulteti je, da sem prišel po inskripcijo ali frekvenco, se ne vem, tisto, ki dobiš na koncu v pidžami. Aha, in niso razumeli? Ne, zelo malo ljudi je to razumelo, še sam imam težave s tem. Ste pa bil v finalu za Bob leta, ne? Za izjavo. Dejstvo je, da je lastništvo nepremičnine v gen Slovenca zapisano močneje, kot je zapisana ljubezen do Triglava, prepira in veseljačenja. Ja, enkrat mesečno pišem tudi kolumno za naš regionalno nacionalni časnik Večer. In mislim, da to je bila moja 5. nominacija, tako da sem že kar aboniran, pa sem tako v onem filmu vedno družica, nikoli nevesta, ne. Jaz samo pridem na nominacijo, mislim, da sem res že bil 5-krat zapored nominiran za ta Bob leta, tako da imam teh majic z Bobom leta, imam že kar lepo zbirko doma. Ja, pač to je ena taka izjava,
ki jih pač pol. Zmagajo na bobu leta bolj te izjave, ki so bolj socialno naravnane, recimo temu. Ja. Drži podatek, da je vaša prva bralka vaših tekstov žena? Ja, seveda. Je kaj kritična? Ja, zelo. Zelo? Zelo. Sva tudi zelo dosti popravljala, skupaj že tudi ona me popravi, seveda pač na bližje se obrneš v takih situacijah. Glede na to, da ste prej rekli, da korona kriza je vam delovala pravzaprav blagodejno, si želite na jeseni ponovitve? Korona krize ne. Vseeno ne, čeprav moram reči, da jaz sem v svojih tekstih pogosto do Slovencev zelo kritičen. Ne zdi se mi, da smo ravno izbran narod Izraela, ki se v obljubljeno deželo spravljamo, imamo zelo velike napake in težave, ampak tako kot smo pa kot narod se obnašali med to korona krizo, pa je mene zelo, zelo presenetilo, kako zrelo, disciplinirano in odgovorno smo se obnašali v tem času in kakorkoli bodo politike različne izkoriščale ta uspeh, ki smo ga dosegli za neke njihove promocije, mislim, da je to uspeh predvsem slovenskega naroda. Marko Radmilovič, hvala za pogovor in obisk v našem studiu. Hvala za vabilo. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost.